Zdravo in lepa hvala za vabilo. Tole imam povedati. Tematika je obširna, ambivalenca v razmerju med anarhizmom in umetnostjo prav tako. V temle prispevku nas nikakor ne zanimajo individualni dosežki oziroma izdelki z obeh strani, denimo kakega situacionizma ali zapatistov, pač pa prej napetost, produktivna dinamika, ki jo nudita tako anarhizem kakor umetnost in ki utegne spremeniti svet ali vsaj pogled na svet. Anarhističen tip organiziranosti seveda kar kliče po umetniških principih. Delovanje je blizu umetnostne veščine, saj terja konspiracijo, ščititi mora tovariše in tovarišice, ne delati škodo gibanju kot celoti, izumljati svoje vizualije, imeti svojo glasbo, svoj tip ulične pojavnosti, načina razprave, zazrtost v možnost drugačnega sveta in podobno. Anarhizem pri tem ponosno zavrne status socialne umetnosti, a je njegov produkt kakor zakazen položen v predal agitacije in propagande. Umetnost ima z druge strani tudi svojo kazen. No, je še tako radikalna in politična, se z njo še vedno ukvarja edino le kritika in teorija, v prostor politike pa ne seže. V temle prispevku je naša naloga, da osvetlimo, kako z razmerjem med anarhizmom in umetnostjo upravlja kultura. Oglejmo si, kako naše razmerje vidi romanopisec, predavatelj in mislec Michael Paraskos v obdobju pred kakimi 15 leti, ko je začel preučevati britanskega anarhističnega umetnostnega teoretika Herberta Reeda. Kakor skuša politični anarhizem posameznika osvoboditi države, pravi, tako skuša umetnost posameznika osvoboditi kulture. V njegovi teoriji je kultura nekaj, kar ljudi ropa njihove individualnosti, medtem ko je umetnost izraz te individualnosti, ki izhaja iz direktnega angažmaja oziroma razmerja te ali one osebe v določenem času s svetom kot fizično in materialno entiteto. Posledično je za Paraskosa pojem umetniške transcendence, ki temelji na njegovem siceršnjem razumevanju umetnosti, tudi transcendenca kulture, na identičen način, kakor politični anarhist, anarhistka skušata transcendirati vsiljeno družbo ali državo. Paraskos je v svojem govoru na konferenci o anarhističnih študijih na univerzi v Loughboroughju septembra 2012 kulturo opisal kot obliko države. Z analogijo družbe in kulture, ki bi naj bili kot avtobus, je zatrdil tole. Medtem ko si večina političnih doktrin, vključno z marksizmom, želi samo spremeniti voznika avtobusa, je edino le anarhizem takšna doktrina, da si želi pomagati potnikom, da iz tega avtobusa izstopijo. Premik k gibanju nova estetika je razviden tudi iz spisov Paraskosovega dolgoletnega sodelavca, umetnika Clivea Heada, ki je začel pisati o sposobnosti umetnosti, da terorizira kulturo. Razmišljanje te sorte in na ta način postavljeno razmerje nikakor ni novum. Če upoštevamo, da je bilo v Franciji od začetkov anarhizma skozi vse 19. stoletje, tam do začetka Prve svetovne vojne, izjemno veliko umetnikov in umetnic, zlasti vizualnih, ki so bili tako ali drugače povezani z anarhizmom, ni nič nenavadnega, da ste se o tem in takšnem razmerju spraševala že Proudhon in Kropotkin. Slikar Courbet, ki je večkrat tudi upodobil Proudhona, je v svoji študiji Du principe de l'art, objavljeni leta 1865, zapisal tole. Naloga umetnosti je, da nas opozori, pohvali, kaj nauči in da ob njej zardimo, ko nas sooči z zrcalom lastne vesti. Prav podobno je Courbet ugotavljal že 15 let prej in zapisal: v naši tako zelo civilizirani družbi je zame neobhodno, da živim življenje divjaka. Osvoboditi se moram celo vladavin. Ljudje imajo moje simpatije, nagovoriti jih moram direktno. Iz rosnih let razmerja med anarhizmom in umetnostjo se kot puščica izstrelimo v naš čas. Kultura ima izrazito polivalenten značaj.
Z ene strani zanjo obvelja ugotovitev antropološke znanosti, da ni nič drugega kot posledica vsakič znova sprotnega dogovora med ljudmi, z druge strani je grobo zacementirana nadideološka plošča, ki deluje mimo vseh trenutno vladajočih zamisli, kaj in kakšna naj bi bila kultura. Tako v lokalnem okolju, ki v njem zadnje čase prejemamo nenehen vtis, da se je stranka na oblasti odpovedala kulturi, še zmerom obvelja kot vezivo tako imenovane demokracije. V mislih imamo kulturo, ki zapoveduje, da imajo nestrankarske pobude, tako tudi anarhistične, v političnem prostoru manjšo oziroma največkrat kar nično veljavo, tako da se te in takšne pobude prejko ne bojujejo kar za sam politični prostor. Kultura, ki pri odločitvah o družbi daje prednost političnemu razredu, ima za umetnost vedno eno in isto sporočilo. Dokler se drži zapovedanega produkcijskega načina, je z njo vse v najlepšem redu, tudi če ponuja izrazito družbeno kritična ali politična dela. Od tod morebitno začudenje, zakaj se večinski del kulturnih delavk in delavcev ne upre odločneje, pač pa raje moralizira in je vedno znova ob sapo spričo oblastnega diskurza, ki ga ponižuje. Nič nenavadnega namreč ni, da gre v revolt tisti del kulturnega polja, ki mu že tako ali tako niso tuja vsaj razmišljanja o možnosti za drugačne produkcijske načine. Se redno sprašuje o dostopu do produkcijskih sredstev in, podobno kot anarhistična misel, nima nikakršnih težav s predstavo o pravičnejši družbi oziroma je antikapitalističen. Pa vendar temu zrevoltiranemu delu umetnic in umetnikov ni prav nič do politične organiziranosti, ki bi jih popeljala korak naprej, oziroma jih spomnila, da so tam nekoč že bili in so se premalo zavedali, da so jim kontrakulturni ali alternativni principi, možnosti delovanja dajali veliko več politične moči, kakor jim jo daje sam današnji revolt. Z vpeljavo kontrakulture in alternativne kulture smo že bliže osnovnemu nesporazumu, ki veje med anarhizmom in umetnostjo in ga danes ni težko motriti. Kakor namreč anarhizem vse bolj razmišlja o kontraekonomiji, torej o načinu, ki temelji na načelih naredi sam, vzajemni pomoči in solidarnosti, tako bi se v situaciji, ko smo soočeni z vse močnejšo represijo, avtokracijo, zdrsom v moderni totalitarizem, morale razvijati prav alternativni in kontrakulturni načini delovanja v umetnosti, ki imajo v tem prostoru precej daljšo zgodovino kakor kontraekonomski principi v anarhizmu, a so v mnogočem odmrli. Kar se jih je obdržalo, pa so tako ali tako že blizu anarhističnim pobudam in avtonomnim prostorom. V kritičnem momentu bi torej od umetnosti pričakovali množičnejši razredni sestop in iskanje zavezništva tam, kjer se razpira večja možnost za avtonomno delovanje. Toda za umetnost je značilno, da rada pomeša avtonomijo in svobodo. Nekako noče tvegati in poleg ustvarjalne svobode stopiti še v svet politike, pa bi morala. Noče narediti koraka, ki bi bil nujen, da se konsolidira odpor. Noče sprevideti, da je tudi zanjo kapitalistični red in njegov eni edini produkcijski način veliko nevarnejši od trenutnega lokalnega ugreza v prostaško in mračnjaško obdobje. V zadnjem letu se je zgodil pomemben premik, a ne doseže vse prisotnosti polja, za katerega se zdi, da se mora bojevati za ohranitev samega polja. A to je seveda iluzija. Transpodročnost, ki naj bi jo upoštevala moderna kulturna politika, bo morala objeti tudi področje politike v anarhističnem smislu izraza. In če lahko pri vrhu tega podjetja vidimo javne zavode, tako imenovane neodvisne, nevladniški sektor, ki podobno kot industrije niso nič drugega kot ustreznica neoliberalni zahtevi, imamo zelo veliko samostojnih, pogodbenih in prekarnih, od katerih bi bilo pričakovati horizontalno organizacijo, ki presega položaj dodeljen z vrha.
akcije v zadnjem letu izkazana solidarnost in politična zavest pri posameznih umetnikih in umetnicah dajejo to upanje. Toda na tem mestu nas vnovič ustavi kultura. Sektor, za katerega se zdi, da sploh ni njihov. Vzeti pa si ga ne morejo, kar nas vrne k izhodišču. Namreč, tudi ko je kultura povsem zdesetkana, še kako, če ne celo bolj, deluje neka druga kultura. In to bi veljalo demontirati. Namreč kulturo, ki se kaže kot plemenitejši nadomestek politike, tisto mentaliteto, ki politiko vidi kot nekaj umazanega, kulturo pa kot žlahtno poslanstvo. Od učenjaka Wolfa Lepenisa vemo, da je to izjemno spolzak in nevaren teren, saj se vlogi kaj hitro zamenjata in že imamo, vzemimo pisatelja Thomasa Manna, ki ga sorodniki marca leta 1933 komaj prepričajo, naj zapusti Nemčijo, on pa je še kar prepričan, da je nemška kultura nekaj tako mogočnega in veličastnega, da ji tista rjavosrajčna drhal že ne more do živega. Če kdo, potem je ravno umetnost danes pripravljena za takšno razkrinkavanje. To vendar počne ves čas, a bistveno drugače kakor anarhizem. Slednji ima namreč povsem drugačno historično konsistenco, spričo katere je še danes bolj kot ne nagnjen k modernizmu. Kar zadeva dolgočasen in brezploden kulturni boj, ga zna preusmeriti v razredne zadeve. Kako bo to po dolgem ekskurzu v postmodernizem storila umetnost, pa je eno izmed bistvenih vprašanj tegale trenutka, ki je za zdaj še v dovolj varnem, a prelomnem območju družbenih bojev. To je to.